Ampak tudi pomanjkanje, ki se obeta v Sloveniji, pa dvig cen, bo mogoče dobro, da nas bo prisililo, da se bo Slovenija malo bolj osamosvajala in poskrbela za svojo proizvodnjo vsaj hrane. Ja, če se bo zdaj vlada odločila, da se bo naslonila na državljane, potem je ta teza pravilna. Če se bo pa vlada še naprej obnašala dejansko neokapitalistično, potem bo pa naredila to, kar je zdaj delala. Zadolževala se bo in dejansko peljala Slovenijo v čedalje težji položaj. Ta vlada, mislim, ki pride, bi lahko naredila marsikaj. Mi imamo 10 do 20% dobre kmetijske zemlje neobdelane. Vprašati se je treba, kako mi lahko zainteresiramo Slovence, da to zemljo obdelajo. Ker to bi dvignilo našo stopnjo samo preskrbe z teh 40 tja na 60-70 odstotkov. Ne? Mi imamo ogromne količine zemlje, ki bi jo lahko v pametni razporeditvi spremenili na en stran v večje komplekse kmetijske in omogočili cenejšo obdelavo, na drugi stran pa v vrtičke in omogočili zelo učinkovito zasebno pridelavo, ki bi celo vrsto družin po eni strani materialno, po drugi pa tudi psihološko, čist drugač oborožila za boj s pomanjkanji, ki prihajajo. Se vprašamo, koliko sadik, ne vem, paprik, paradižnika, fižola, to so neke osnovne stvari, krompirja. Koliko bo posamezna družina tega, ki ima priliko? Tule gledam Mengeško polje. En del veleprodukcija, ja, en del popolnoma neobdelano. Trava, ki ne služi niti preskrbi živine, ali pa sploh niti pokošena trava. Ne. Spremeniti to v vrtičke za Domžale in tako dalje, ti spremeni popolnoma bilančno sliko. Zato, ker mi nekaj pozabljamo, te številke, ki jih imamo, te številke tako niso realne. Niso realne ne v pozitivnem, ne v negativnem. Mi na primer rečemo, povprečen Slovenc popije toliko alkohola na leto. Katerega alkohola? Kje je zajet podatek? Podatek je zajet v trgovini. Zato imate na drugi strani deformiran podatek, da v Luksemburgu državljani popijejo 2-krat toliko alkohola kot Nemci. Zakaj? Zato, ker vsi Nemci kupujejo, pa vsi, ker taka in taka količina Nemcev, Nizozemcev in tako dalje kupuje alkohol tam. Podatek je zajet v trgovini. Da se pa mi vprašamo, koliko našega alkohola se proizvede in popije mimo trgovin. Ohoho. Isto velja seveda s krompirjem in z ostalim. Mi imamo podatke iz trgovine. Mi, ko iščemo podatek o krompirju, mi rečemo, ja, toliko krompirja letno uvozimo. Ampak podatek, ko ga pojemo, pa ni točen, ker mi ne pojemo samo krompirja, ki je prišel iz trgovine v kuhno, pa mleka, pa ne vem česa. In da bi se tega lotili, bi morali nehati gledati to skozi neokapitalizem, trgovino in tako dalje, pa iti v bistvo slovenskega načina življenja, definirati družino, definirati njeno prehrano in reči, lejte, tole bodo ključne zadeve naslednja leta, dajmo mi podpreti in subvencionirati to, da se bo splačalo pridelovati hrano. Ta dvig cene hrane bo po svoje pozitiven. Če bo država tudi usmerjala pravilno
kje bojo cene bolj rasle, kje ne. Če bomo mi dopustili, da neke cene južnega sadja bolj rasejo kot cene krompirja, ni to nič hudega. Če se nam bo pa zgodilo obratno, da bo potovanje na kitajski zid še cenejše kot zdaj kruh pa 3-krat dražji, potem pa nekaj ni v redu s ekonomsko politiko države, vlade. In tu jaz pravim, in tu pa naletimo na velik problem. Jaz sem šel zdaj skozi vse politične programe političnih strank. Lahko rečem, programi sploh niso tako zelo slabi. Kje je problem? Nobena stranka nima kadrov za realizacijo teh programov. Mi imamo nikakršno kadrovsko kvaliteto političnih strank v smislu teh gospodarskih, kulturnih, političnih in tako dalje vprašanj. Program pa nebulozen. In tu se bo pokazalo, ali bomo dobili vlado, ki se bo spopadla s krizo, ki prihaja na realen način, ali bo šla v prepire, začela uvoze, če bo sploh lahko uvažala in zadolžila državo še naprej. Jaz prav veliko optimist nisem.